Prvo oktobrsko sredo je bil v prostorih Konjiškega doma kulture gost dr. Dragan Potočnik. Je izredni profesor na oddelku za zgodovino na Filozofski fakulteti v Mariboru. Raziskuje kulturno zgodovino Slovencev od sredine 19. stoletja do leta 1941, didaktiko zgodovine in zgodovino neevropskih narodov. Iz kulturne zgodovine Maribora med svetovnima vojnama je zagovarjal doktorat. Iz zgodovine neevropskih narodov je med drugim leta 2006 objavil monografijo Azija med preteklostjo in sedanjostjo, pred kratkim pa prav tako pri založbi Pivec še monografijo Iran, dežela med Perzijo in islamom. Avtor je obljubo, ki jo je dal z naslovom, zagotovo izpolnil, saj predstavlja v knjigi celostno in večplastno zgodovino Irana, od njegove kulturne zgodovine do politične sodobnosti, na primer iranske predsedniške volitve leta 2013. Dobro večer. Salam, kot rečejo v Iranu. Salam. Salam alaikum. Salam alaikum je arabska beseda in Iranci so zelo občutljivi, če je kakoli v zvezi z Arabci, oziroma če jih mešamo, zamenjujemo z Arabci. Gre za indoevropski narod, ki je seveda v svojem spektru tega jezika, ki se imenuje Farsi. Seveda je tudi nekaj arabskih besed, recimo tudi salam. Ja, Iran je zdaj nekako ena taka zadeva, ena taka stična točka, ko mene povezuje z ljudmi po svetu, po Iranu. Že več let, se pravi, že več kot 10 let se soočam s tem Iranom in leta 2008 sem preživel en semester, se pravi 5 mesecev na univerzi v Isfahanu. To je bil čas, ko je še bil Iran zelo zaprta dežela. Seveda bil sem še tudi leto nazaj, ko je še bilo hujše. Zdaj je že precej drugače, hvala Bogu. No, takrat dalje, od tistega 2008 sem bil praktično vsako leto po en mesec, par mesecev tam. In potem se je tu stkala seveda ena velika ljubezen, ki je, bi rekel, nekak ljubezen do njihove kulture, tudi do jezika, nekaj sem se celo naučil iransko. Moja učiteljica, ki je imela, je bila enkrat mlajša od mene in je seveda sem jaz edini učenec na univerzi. Je rekla, tako je prvi, kratko smo se dobila, je rekla, pa niste vi prestari za to, da bi se učili farsi. No in potem najprej me vprašal, koliko sem star, sem rekel, veš, to pa res ni pomembno. No in potem je rekla, niste pa res prestari, ne. Skratka, nič mi ni šlo kaj v glavo, ampak potem na koncu pa se poglej ga, ne, pubeca pa sem kar nekaj spregovoril. In pa seveda se tudi naučil pisave, torej arabsko pisavo uporabljajo. Tako da, ta je pa kar, moram reči, kar bil zalogaj za mene, ne. Skratka, no, potem sem bil še enkrat na povabilo iranske vlade v Mašadu, v tem svetem mestu, in potem celo gost namestnika ministra za zunanje zadeve, namestnika ministra za ne vem kakve zadeve, pa onega ministra. Skratka, tak, da sem bil aktualen seveda in za našo tajno službo in za iransko tajno službo. 2009 sem se tam znašel, ko so bile najhujše demonstracije, ko so bile volitve, in potem je tam njihova tajna služba nekako mene skakala in mi kazala seveda, kaj vse sem počel in kje sem bil, ker ko sem jaz bil tam 6 mesecev, sem bil, torej tisti semester, sem bil prepričan, da to sploh ne drži, da bi v tej deželi, ki je tako krasna, čudovita, enkratna, ljudi nadzorovali, kjer pa se pa nikoli nihče ni mene nadzoroval, pa me kontroliral, pa karkoli. Jaz sem hodil vedno na kavo, recimo smo šli študenti, študentkami, ne vem, karkoli. To ne smeš da ne pomislim, ne? In potem, ko sem pa takrat prišel, pa so mi pokazali album z vsemi fotografijami, kje sem bil, s kom sem bil, kdaj sem bil. In so rekli, veste, zdaj, če pa ne boste, ne,
tako kot pač morate biti, zato ker je situacija v državi taka, kot je, se pravi, precej napeta je bilo, vas bomo zaprli. Tako je to zgleda, ampak seveda to je druga plat tega. Jaz sem takrat, bi rekel, bolj temu zamahnil z roko, pa šel dalje, se mi je zdelo neumno. Glejte, jaz sem tu zaradi tega, ker me zanima ta kultura, ta zgodovina, ljudje in potem, skratka, je bilo vse tako, kot mora biti. No, in da se pa čas vrti res hitro in da so torej neverjetne spremembe zgodijo zelo kmalu, pa kar me preseneti, ne vem, klic pred 2 mesecoma iz mestne občine Maribor. Ja, zdaj pa gre naša delegacija v Iran in zdaj bomo pa sklenili z njimi ne vem kakšen gospodarski sporazum. Glejte, ekonomskih sankcij več ni, ali so omiljene in zdaj seveda bomo začeli takoj biznis. In torej naši. Ne. Pred tem pa en kup polen, ko sem jaz želel postaviti iranske študije v Maribor na univerzo. Kar neki problemi, namišljeni, nenamišljeni, kar neki islam, neka fobija, kaj zdaj to, zakaj to, se to ni potrebno in tak dalje. In pa tudi, recimo, turške študije in tak. Skratka, hvala Bogu, da se situacija spreminja, da se Iran odpira, da so to spoznali tudi ljudje, ki odločajo o tem, se pravi, ki so tisti, ki so zdaj omilili torej, ekonomske sankcije in da seveda tudi Slovenija spoznala, da bi pravzaprav bilo fino poslovati z Iranom. Naši so nami zaprli, ko sem bil nazadnje tam, ne vem, 2013-2014, ambasado v Teheranu in seveda zaradi tega, ker pač Iran je ena od dežel na osi zla, proti seveda EU-ju in tak dalje. In potem seveda čez 1 leto že spet mene kličejo, ker pač jaz se tu pojavljam kot tisti, ki je najmanj sporen, ker pač se politično ne angažiram. Ja, če bi mi zdaj skupaj nekaj naredili, da bi pa vendarle to ambasado v Iranu prvi. Ampak pogoj je seveda, če želiš, da se tukaj angažiraš kot posameznik, da si politično angažiran. Glede, to pa mene ne zanima, tega me sploh ne zanimajo te stvari, čim je odzadaj politika. Naj bo iranska, slovenska, gledajte, vse posod je zelo podobno. Sami veste, tisti slovenski izrek, kaj je politika. In podobno je tukaj. Slikovno in vsebinsko bogata monografija o eni najstarejših civilizacij nam poznanega sveta odstira tančico, za katero se skriva izjemna perzijska dežela. Takole je pripovedoval o eni od mnogih dogodivščin. Bilo je pred 20 leti in v eni od minimalističnih čajnic blizu mošeje v iranskem Esfahanu smo pili čaj z našimi tedanjimi lokalnimi poslovnimi partnerji in se pogovarjali o preteklosti. Ena od sogovornic, stara dobrih 40 let, je pogledala okoli sebe in povedala, da so pred leti ravno na istem kraju precej bučno in v mini krilih proslavljali maturo, seveda še pred revolucijo, s katero je prišel na oblast ajatola Homeini. Poslej je po ulici seveda morala spet hoditi zakrita. Seveda je Iran doživel eno veliko spremembo leta 1979, ko je prišlo do revolucije in jaz sem se znašel enkrat, ker sem pač tam bil več čas, 9. februarja na obletnico njihove revolucije, na 30. obletnici revolucije 2009. In ljudje so se natančno tu zbirali, vidite, piše down with USA, down with Izrael in tak dalje. Skratka, 100.000 glava množica, če si predstavljate, vsi spijejo smrt Izraelu, smrt Ameriki. Ampak res, veste, kako se to kriči, kakva energija. In potem jaz sem hodil tam še z eno francosko profesorico, pa še z enim italijanskim. 3 so bili edini tujci, ker smo pač tam neki hodili skratka in gledali to množico. Se je zgodilo, da je prišel k meni od tiste množice, ki se drži smrt Ameriki. Odkot pa si? Je rekel meni. To sem rekel, iz Amerike. Zavalaš sem rekel, ker dobro poznam, kakvi so Iranci. In je rekel, welcome in Iran. Roko dal je rekel, veste kaj, mi s politiko nimamo nič, mi smo odprti, mi skratka nimamo teh težav, veste, politika pa nekaj druga. Ne? Ampak vi ste pa dobrodošli, hvala Bogu, da ste tu, dobrodošli, res krasno. No in tako je to zgledano. Iran, ki je v zadnjem desetletju stalno v središču mednarodne pozornosti zaradi morebitne posesti jedrskega orožja oziroma njegovega razvoja,
je po drugi strani mogočna država s skoraj 75 milijoni prebivalcev ter izjemno bogato kulturo in zgodovino, ki je kar klicala tudi po podrobnejši slovenski monografski obdelavi. Iran, nekoč Perzija, je bil od nekdaj sinonim za bogastvo duha in bogastvo, ki ga je mogoče meriti v denarju. V zadnjih desetletjih pa je država vse bolj skrita pred očmi Zahoda. Avtor Dragan Potočnik je velik poznavalec zgodovine, kulture in sedanjosti Irana. Kot gostujoči profesor na Esfahanski univerzi jeseni in pozimi 2008 in 2009 in njen redni obiskovalec, je njen najboljši in najbolj kritičen poročevalec. V svojem delu je zaobjel več tisočletno zgodovino Irana, hkrati pa je bralcu ponudil tudi podrobne opise naravnih in kulturnih znamenitosti. Ob opisih ni pozabil na navade in običaje ter na svoje zgodbe, ki so nastale ob številnih obiskih dežele. Knjiga je namenjena študentom zgodovine, popotnikom in vsem, ki jih Iran v svoji skrivnostnosti in izjemnosti privlači. V knjigi, za katero je prispeval tudi mnoge fotografije, nas v prvem delu popelje v širšo zgodovino Srednjega vzhoda, znotraj katere umešča tudi Perzijo in njen religiozni, torej tudi predislamski, vladarski, kulturni in znanstveni razvoj, pri tem pa je podrobneje obdelano novejše dogajanje na območju Irana. Drugi del knjige je namenjen predstavitvi naravnih in kulturnih znamenitosti posameznih iranskih provinc. Tako je delo delno uporabno tudi kot turistični priročnik. Sklepni del pa prinaša literarne zgodbe avtorja z iranskih dvorišč, vse skupaj ocenjeno kot strokovno in informativno.